Alfons Cugmas je strasten maratonec, ki se je lotil enega največjih tekaških izzivov, preteči vseh 6 največjih svetovnih maratonov. S svojo vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo do teka je pretekel maratone v New Yorku, Bostonu, Londonu, Berlinu, Chicagu in Tokiu, s čimer se je pridružil ekskluzivnemu klubu tekačev, ki so osvojili tako imenovan Abbott World Marathon Majors. Odkot je pravzaprav ime maraton? A bi kdo mogoče med vami vedel, odkot izvira, oziroma odkot je to ime maraton? Pa kaj sploh je maraton? Koliko metrov, koliko kilometrov? Se pravi, maraton je ena najtežjih atletskih disciplin. Dolg je 42 km pa 195 metrov. Odkot je pa ime? Z Grčije. Iz Grčije, drži. Se pravi, v Grčiji je en kraj maraton in je poznan tudi po maratonskem polju. Takrat, leta 490 pred našim štetjem, so se pač spopadli Perzijci, ki jih je bilo baje 20 000, in Grki, ki jih je baje bilo 10 000, in so na maratonskem polju pač imeli bitko, v kateri so zmagali Grki. In ta tekač, grški tekač, vojak, tukaj je njegova silhueta, se pravi Filipit, on je takrat, ko so zmagali, tekel 40 km v Atene in poročal, da so zmagali. Ker je bil pa to pač velik napor, je to pravzaprav povedal in se v tistem trenutku zgrudil in umrl. Tako da je tudi mogoče iz tega naslova so bile prve olimpijske igre v Atenah 1896. leta in je takrat bil tek 40 km. Zato, ker je od tam do Aten 40 km. V naslednjih letih, tudi ko so bile olimpijske igre, so bile te razdalje zelo različne. Nekje med 40 in 43 km. Šele leta 1921 so nekako sprejeli to razdaljo 42 km ali 195 metrov. In prve olimpijske igre, ki so imele to razdaljo, po kateri pa danes tečemo maraton, so bile prve olimpijske igre z to razdaljo. Na predavanju v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici je delil svoje osebne zgodbe, priprave in izzive, s katerimi se je soočal na poti do tega izjemnega dosežka. Njegova zgodba je dokaz, da so s pravo voljo in predanostjo dosegljivi tudi najzahtevnejši tekaški cilji. Pretekel sem 6 maratonov, ne prvi leta 2010 v Berlinu, zadnji v Tokiu leta 2023. To je pač tako vprašanje, ki ga pravzaprav vsak tekač pričakuje. Odgovor bi bil nekje v tem smislu, da vsi maratoni so nekaj posebnega, vsak maraton ti nekaj da, nekaj drugačnega. Res je, da je množica ogromna, od 30 do 55 tisoč tekačev, potem je ogromno ljudi ob progi, se pravi do 2 milijonov v New Yorku recimo, ne? In to so res taki občutki, spoznaš tekače, spoznaš tudi te prostovoljce, ki so zelo spodbudni, te spodbujajo tudi te tekače, potem okolica, ali so to sama mesta, ali so tudi mestja, tako da res občutki so enkratni in jih ne bi mogel zamenjati za kaj drugega. Čeprav je že osvojil vseh 6 prestižnih maratonov, pa ne miruje. Tekaški izzivi v obliki polmaratonov ostajajo del njegovega življenja. Njegova predanost športu in neustavljiva želja po premikanju lastnih meja sta navdih za vse, ki sanjajo o tem, da bi nekoč pretekli svoj prvi maraton. Moraš imeti neki cilj, moraš imeti nekaj pred sabo, ali je to kratko, srednjeročni ali pa dolgoročni cilj. Vsakemu bi svetoval, da naj začne počasi in da se naj mogoče posvetuje ali pa saj mogoče za kakšen nasvet popraša kakšnega tekaškega trenerja ali pa tistega, ki je že teh 6 maratonov odtekel, ampak do tega bo mogel sam priti z svojim telesom, z svojim umom, z svojim treningom, z svojo prehrano in glavnem naj posluša sebe, naj posluša svoje telo in naj najde v teh tekih res ljubezen,
naj mu dajo ti teki njegovo osebno zadovoljstvo. Če pa ima ob tem še koga zraven, ki ga spremlja, ali je to, bi rekel, boljša polovica ali kakorkoli, ni pomembno, pa še toliko lepše. Saj ob tem maratonih doživimo tudi lepoto države, lepoto tistega mesta ali pa tudi širše okolice.